Dobar dan vsem tudi v mojem imeni, pa da kar začnem, kaj smo letos postorili. Vse takole, ko berem, se je kar marsikaj zgodilo. No. Pa če gremo to prvo v športu, uredili smo tiste dolgo pričakovane pitnike na Kipah, kar velik zalogaj je bila preplastitev igrišča Partizan in namestitev novih reflektorjev na njem. In pa potem seveda tudi zamenjava reflektorjev na našem glavnem športnem terenu, na nogometnem igrišču na Rudarju. Vse to nam je omogočila na en način Fundacija za šport, kjer smo na razpisu dobili sredstva v vrednosti 31.000 evrov in pa seveda tudi pozitivna odločitev o financiranju z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in to dobrih 76.000 evrov. Tako da nam je to omogočilo, da imajo zdaj naši najmlajši, pa tudi malo starejši nogometaši možnosti res kvalitetnega treninga tudi v temi, da bom rekel v nočnih urah, ampak se tudi tam čez zimo, pa včeraj sem gledal, je bilo polno igrišča ob 5 na Rudarju. In pa seveda glavna stvar, ki je tudi v teku in bo sprejeta zdaj kmalu v naslednjem letu, je pa glavni strateški dokument o razvoju športa, se pravi strategija razvoja športa v občini Trbovlje. Kar se tiče družbenih dejavnosti, ki so na en način namenjene vsem našim občankam in občanom, tukaj moram omeniti naš projekt Prostofer, ki je sedaj zopet, mislim, da na pravi liniji. Nekaj časa smo imeli probleme s tem, ker ni bilo več prostovoljcev, ljudi, ki bi bili pripravljeni upravljati te prevoze. In sedaj seveda smo namenili tudi nekaj več sredstev za ta projekt, tako da jaz upam, da je zdaj to zopet steklo. Ga bomo pa še nadgradili. Ker sami veste, da ima občina Trbovlje izredne probleme z javnim prevozom v vseh smereh. Z družbo Nomago nikakor ne najdemo nobenega skupnega jezika. Vedno je polno obljub, ki se potem ne uresničijo, tako da smo za marsikaj prepuščeni kar sami sebi. Ob tem, da se obeta, ampak da ne bi v poletnih mesecih začeli tudi obnavljati železniško postajo, nas je strah te prometne gneče, ki bo tam dol nastala, in nekako skušamo tudi v pogovoru z vsemi obstoječimi taksisti in raznimi od GoOptija in tako naprej organizacijami zagotoviti našim meščankam in meščanom en konsistenten prevoz na tej liniji železniška postaja mesto. Bomo videli, kako bo to šlo naprej. Je pa res, da so Slovenske železnice že sedaj začele pripravljati tam doli novo parkirišče, tam pod mostom na desni strani, če pogledamo proti Savi, kjer po zadnjih podatkih, kjer naj bi pridobili več kot 50 novih parkirišč. Tako da železniška postaja z vsemi tistimi nadhodi, podhodi, ne vem še kaj vse, tako da ena res celovita prenova. Bo pa res verjetno prometna zagata, ker bojo, če bo postaja zaprta, da nekaj časa sigurno bo potem to problem. Drug takšen projekt je seveda participativni proračun. Letos je bilo zbranih 8 projektov v skupni vrednosti 50.000 evrov. Vse to se bo zdaj izvedlo seveda leta 2025. Obenem je treba poudariti, da smo v letošnjem letu prejeli tudi 3 certifikate, in sicer certifikat Branju prijazna občina, drugi podeljen takrat na Brdu je varna občina in pa certifikat prostovoljstvo prijazna občina. Tako da zbiramo te certifikate, jaz upam, da se to vidi tudi kaj v vsakodnevnem življenju naših ljudi.
Potrebno vem tudi, da smo v letošnjem letu povečali sredstva, ki so namenjena društvom z področja vseh družbenih dejavnosti, se pravi športa, kulture in tako naprej, za 15%. In potem vse to tudi razdelili v sklopu javnih razpisov z področja kulture, invalidsko-humanitarnih organizacij, športa in splošne porabe in seveda tudi javnega poziva z področja veteranskih organizacij ter celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Prav tako smo s sklepom o neposrednem financiranju namenili slabih 23.000 evrov sredstev v naši delavski godbi in pa JSKD-ju Trbovlje. Toliko, kar se tiče teh družbenih projektov, ki jaz mislim, da kar zadovoljivo tečejo. Jaz upam, da bomo lahko zdaj drugo leto tudi z rebalansom zagotovili še več sredstev, bomo videli, kako bo šlo to. Kar se tiče infrastrukture, so se tudi začeli že dogajati premiki, seveda vsi veste o začetku obnove, širitve ceste na pokopališče. Tako da zdaj prva faza je do sredine zgotovljena, druga polovica se pravi preplastitev in pa potem vsa spremljajoča infrastruktura, vsi kabli, vsi vodi sledijo tam takoj spomladi, ko se bo to dalo. In pa takoj nadaljujemo potem z drugo fazo izgradnje, kar pomeni nov most tam nad Malgajem, širitev ceste in pa potem še tretja faza, ki če bo vse potekalo v redu, sledi tam nekje na jeseni leta 2025, če se bo pa kje zatikalo, pa verjetno še v zadnjih spomladanskih mesecih. Ta tretja faza pomeni pa še širitev in preplastitev tam pred vstopom na samo parkirišče pred pokopališčem. Tako da to je kar zahteven projekt, ki ga financira proračun občine Trbovlje in znaša tam nekje, zdaj po zadnjih izračunih okrog 500.000 evrov. Je pa to res bil problem v zadnjih 20-30 let in ogromno ljudi se je pritoževalo in zahtevalo, prosilo, kakorkoli, no in to je bilo kar kislo jabolko, katerega je bilo potrebno enkrat ugrizniti. Skupaj z državo, moram reči, tla direkcijo za ceste jim grejo vse pohvale, tako da smo kar nekaj nevralgičnih točk, kar se tiče regionalne ceste, tiste, za katero skrbi država, vsaj za silo uredili. Prva takšna stvar je seveda tisti odsek na ravnini, ko se peljemo proti Prevoldu, tamle gor nad Malgajem, ki je bilo res kričeč primer, kako država ne skrbi za svojo infrastrukturo. Dobili smo nov asfalt na vstopnem križišču pred mostom. Dobili smo nov odsek od komunale do gasilskega doma. In pa seveda sami iz lastnih sredstev smo sanirali in potok in preplastili novo cesto na cesti Tončke Čeč proti Livarni. Seveda smo sanirali tudi več odsekov lokalnih cest izven mesta. Ne. Glavni tak problem je bil tisti usad gor na Vrheh. Tudi primestne krajevne skupnosti so počele nekaj, kar se tiče ureditve ceste, ampak to boste verjetno tudi kaj vprašali. Tako da bi zdaj v tem trenutku kar mogoče prišel še na tisto, kar se tiče kulture in pa z njo tudi seveda varovanje kulturne dediščine, industrijske, snovne in nesnovne in tako naprej. Prva takšna stvar, ki bo vidna zelo kmalu, so bivši prostori Borova, ki bodo urejeni v čitalnico
Jaz, če se spomnite, sem to obljubljal že za novo šolsko leto, ampak zaradi nesrečnih naključij, ker je občina rabila privolitev vseh stanovalcev, ki živijo nad tem prostorom, in je ena starejša gospa nažalost umrla in smo morali čakati na započninsko razpravo, da so lahko dediči to podpisali, da nam dovolijo umestiti čitalnico v prostore Borova. Tako da sedaj smo na temelju vseh teh dovoljenj pridobili tudi že gradbeno dovoljenje, tako da takoj spomladi začnemo spreminjati ta prostor v en družaben, ne bom rekel lokal, ampak prostor, kjer bomo lahko posedeli, prebrali kak časopis, se pogovarjali, spili kavo, pojedli rogljiček in tako naprej. Jaz mislim, da naše mesto en takšen lokal ali kakorkoli čitalnico v resnici nujno potrebuje. Letos je bilo narejenih tudi kar nekaj ključnih korakov do začetka obnove njive. Končno nam je uspelo, skoraj po enem letu in pol, nekako prepričati, ampak v resnici z podatki, ker smo upravili razne sondaže, meritve objektov na njivi, da se je Celjski zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine končno strinjal s tem, da se njiva lahko podre. In podre zato, ker hiše so v takšnem stanju, v resnici plavajo. To so 4 splave, ki plavajo tam približno 7 metrov peska, vode in mulja. Niso podkletene, niso pilotirane in v resnici en strokovnjak je rekel, da stojijo samo še po spominu. Tako da sedaj projekt pelje nekako v to smer, da zgradimo en 7 metrov globok betonski bazen, ki seveda potem dovoljuje tudi garažno hišo z 2 etažama in potem na teh temeljih zgradimo popolne replike po prvotnih načrtih vseh njivskih hiš, razen ene, ki jo pa na celjsko zahtevo v resnici ohranjamo kot živ spomenik, kakšne so bile prej, tiste ta prave, in kakšne so sedaj. Sicer razlika od zunaj ne bo vidna, ampak to je pač želja gospa iz Celjskega zavoda. Zahteva pri teh replikah je edino ta, da so fasade usklajene s prvotnimi načrti, se pravi, da so leseni ganki, da so barve takšne, da tako naprej, da so okna takšna. Znotraj je pa vse prepuščeno našim odločitvam, kaj in kako bomo razporedili prostore. To je kar tako zahteven projekt. Mi smo bili že večkrat tudi na Ministrstvu za solidarno prihodnost in pa na Stanovanjskem skladu, tako da oni vsi nekako spremljajo ta projekt in se počasi začenjajo vključevati. Bo pa verjetno treba vsaj za en objekt, za en dvojček, se pravi za 2 hiši, tudi poiskati mogoče privatnega investitorja in mislim, da smo kar na dobri sledi, da ga tudi vključimo v to obnovo. Hibridni sistem stanovanj za mlade družine, se pravi manjših. To predvsem zanima Stanovanjski sklad Republike Slovenije, tam do 45-47 kvadratov. Potem verjetno, če bo privatna iniciativa, stanovanja za trg, lahko tudi apartmaji, kaj so jim 100-150 metrov veliki. Ta hiša, ki pa bo ostala, in to je ta hiša, ki gleda zdaj proti nam, ta prva, to so si izbrali, da jo je potrebno ohraniti. Pa seveda vsa muzejska postavitev, verjetno medgeneracijski center, galerija in predvsem v resnici družbene civilne vsebine, kakšna društva in tako naprej. Takšen komunalni center bi lahko rekli. Tako da se predvideva tam več kot 50 novih stanovanj, v tem, kar ne bi bilo javno. Neprofitna stanovanja in še v resnici veliko drugih vsebin. Postavili bomo tudi krušno peč,
tisto, kar so sedaj barake, imamo dovoljenje, da te prve 2 niza, se pravi 6, jih lahko podremo, tako da se odpre ta pogled proti delavskemu domu, ker tam, če se spomnite parkirišče, ko je za delavskim domom, potem se kar naravnost zapeljemo v zid, ampak gremo v garažno hišo spodaj. Tako da bi na en način mogoče tudi te starostnike lahko preselili v njihovo stanovanje na njivi, s tem tudi, da se izognejo getoizaciji, ne? Ker na en način naš dom je, lahko tako rečem, getoiziran tam na gor v hribu, ker ogromno starostnikov ne more več v dolino, ne? In vse socialno življenje, ki ga živijo znotraj svojega doma. Tako da mi se tudi zdaj iz petnih žil trudimo, da zagotovimo tisto, kar tudi že obljubljam 1 leto in pol, da končno zagotovimo ta avtobusni prevoz, kakršnikoli, s kombiti, z minibusi čez hrib. In bi tudi potem na Terezi pobiral po postajah ljudi, da pridejo v dolino, recimo od Pilona pa do Špara ali do glavnega trga v Hrastniku. To je, kar se tiče kulture. Zdaj, jaz ne vem, mogoče je del kulture tudi parkovna ureditev na Trgu Revolucije, pred našim velikim spomenikom. Se pravi, vse, kar se tiče paviljonov. Zdaj, če kdo pozorno spremlja, ste opazili, da se verjetno v hotelu sedaj zaključujejo dela in selitev naše lekarne. Ko bo lekarna v novih prostorih in zagotavljajo mi, da bo to najbolj sodobno opremljena, robotizirana lekarna trenutno v Sloveniji, takoj, ko bo funkcionalna, se začneta rušiti 2 prva paviljona. To je do drogerije Tuš. Sedaj smo poslali še moram pri tej točki opozoriti, da včasih dobivamo, vsaj meni, nerazumne zahteve strani države. V tem primeru se gre, ker je bila tudi predvidena parkirna hiša pod trgom, in to na ta način, da bi bil hotel parkirno hišo, če se spomnite, tisti, ki imate že kak siv las na glavi. Tam spodaj je bila včasih supermarket, pa kitajska trgovina, pa tako naprej. Bunker se mu je reklo, no, in tam bi bil vhod v to garažno hišo. Ampak smo od Zavoda za vode dobili negativno mnenje, češ da je potok Trbovščica preblizu, tako da nam te hiše ne bojo dovolili pod nobenim pogojem. Obenem zahtevajo, ampak to jim bomo spodbili, da ne bi se zdaj tu nekje pri drugem paviljonu Trbovščica odprla v dolžini 10 metrov. Ne? Ampak to bomo nekako, upam, da skenslali. Veliko je teh, včasih bi rekli naši bivši bratje, povuci potegni z državo sploh, ker po teh poplavah lanskih pravzaprav letošnjih so nekatere zahteve, predvsem z vodnovarstvenimi stvarmi, nerazumljive. Recimo isto nam ne dovolijo, mi smo hoteli obenem, smo bili že v dogovoru z Slovenskimi železnicami, zgraditi garažno hišo tam, kjer so zdaj tisti manjši silosi, kjer je bila nakladalna rampa Holcima. Ampak tudi tam to ni mogoče, ker je blizu, pa je tega skoraj 30-40 metrov, ker je Trbovščica pod zemljo zakopana. Tako da, takoj, ko bomo zdaj zrušili te paviljone, prvo se seli Trafika 321, potem pa seveda lekarna. Vsi mi zagotavljajo, da bo to vse preseljeno, zagotovljeno tam nekje do marca drugega leta. Takoj potem začnemo rušiti oba paviljona. In za ta vmesni čas, dokler se še ne spogajamo s Tušem,
ki je sedaj kar dosti zaostril svoje pogoje, sploh kar se tiče drogerije, njihovega odhoda v resnici. Mi smo jim ponudili nadomestne prostore na enih 5 lokacijah v središču mesta, vendar jih ne zanima, tako da jaz mislim, da jih niti ne zanima sploh imeti še drogerijo, so pa postavili zelo trde pogoje, seveda finančne, na kakšen način so oni pripravljeni to prodati in za koliko. Tako da bomo videli, kam pridemo. V skrajni fazi bo Tuš ostal, ker po eni strani tudi govorijo, da ne bi šli v prenovo celotne trgovine. Tako da kakorkoli mi imamo že preliminarne načrte, projekte zrisane, kako bomo ta park uredili. Tako da se bo odprl pogled seveda proti spomeniku, da bo gorel tisti večni ogenj, da bodo tudi tereni, če temu lahko rečem, ne samo za sproščanje, ampak tudi za komunikacijo, prireditven prostor in tako naprej, da to ne bo vse kamnito, ampak da bo tu trava, da bo voda in mislim, da se pripravlja v resnici načrte nam riše naš rojak, ki je trenutno, ki vodi arhitekturni biro na Dunaju, tako da jaz mislim, da je zelo, zelo lep projekt. In to bo šlo tudi na pleča proračuna in sredstva zdaj za leto 2025 imamo za ta projekt že zagotovljena. Tako da jaz se veselim, da to končno začnemo delati. Zdaj, kar se tiče še drugih informacij, mogoče malo o energetiki. Zdaj se končuje sondiranje, zelo globoko, v bistvu vrtanje tamle gor pri toplarni, ker je v resnici odkrita geotermalna voda, ki, če je vse to res in to v takih količinah in s takim pretokom, ki je potreben, v bistvu omogoča izgradnjo enega energetskega objekta, ki bi potem Trbovlje, vsaj tiste ljudi, ki so zdaj priključeni na toplovod, v resnici popolnoma osamosvojilo. Potem ne ruskega, ne ameriškega, ne vem kakšnega plina niti ne potrebujemo. Tako da tudi v to kislo jabolko bomo ugriznili in začeli projekt, če je vse to. Zdaj čakamo na to končno poročilo teh sondaž, da vidimo, če to pije vodo tudi po finančni liniji, tako da gremo v ta projekt. Letos smo, v resnici ravno prejšnji teden smo zaključili izgradnjo sončnih elektrarn na 7 javnih zgradbah, na osnovnih šolah, na športni dvorani, na delavskem domu, na muzeju, na občini. Tako da smo se ognili, ker 1.1. začne veljati nov obračunski način s tem meteringom in tako naprej. In teh 7 elektrarn, v bistvu jih bo 8, ker še čakamo potem na izgradnjo, ki pa ne pade v ta sistem, izgradnjo sončne elektrarne na osnovni šoli Trbovlje. In ta moč priključna je tam nekje v gabaritih pol megavata. Tega pol megavata bo omogočilo vsem tem javnim zavodom, ki delujejo v teh zgradbah, v resnici kar ogromen prihranek pri električni energiji. Tudi ta sredstva, tam nekje v znesku $500 000 smo zagotovili z našega proračuna. Obenem smo tudi prijavljeni bili na 2 razpisa Ministrstva za energetiko, tako da ravno včeraj smo dobili eno veselo novico, da na tistem manjšem razpisu smo že prijeli, mislim, da tudi pomaga mi slabih 90 000 evrov, na enega tam za enih 300, če se ne motim, pa še čakamo in tudi pričakujemo pozitivno odgovor. Drugo leto bomo s tem projektom opremljanja javnih zgradb in ustanov še nadaljevali, tako da v končni fazi, se pravim, bo to velik prihranek tudi za občinski proračun.
in pa neposredno pa tudi za vse te javne ustanove, ki jim bo seveda ostalo več denarja, ker ta denar bo šel nazaj v njihovo delovanje in bo več denarja ostalo za njihove projekte, za njihove programe in tako naprej. Tako da pripravljamo seveda tudi energetski strateški načrt, koncept pravzaprav, ki ga zdaj nekako osmišlja že v končni fazi skupina strokovnjakov z tega področja in vse to delamo v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, torej njihov center za energetsko učinkovitost. Tako da tudi tu pričakujemo kar zanimive izsledke in pa seveda potem v končni fazi tudi dobre rezultate. Ker seveda strateško se moramo energetsko čim bolj osamosvojiti, da nas ne bo metalo kot orehove lupinice v razburkanem morju vse te energetskega nesmisla, teh višanj cen, teh ne vem, Bog ve, kaj nas čaka, tako da res iz petnih žil se trudimo, da čim prej pridemo, kot bi se temu reklo, na svoje.